Tako. To je storž od atlaške cedre. Ni se še čisto odprl. Tako. Potem tole je storž od himalajske cedre. Malo je glih pred tem, da se odpre. Drugače je pa tukaj storž himalajske cedre, ki se je že odprl. In če ga jaz ne bi pač vtrgal z drevesa, ne, bi po malem začel razpadati. Notri so semena, ki so naložena okrog tega vretena špičastega. Zdaj niso vsa polna, recimo to je polno, ne. Včasih se pa zgodi, da tudi katero prazno, gluho. No, tako so semena. Vsako seme je opremljeno z krilcem, da ga veter lažje odnese čim dlje od drevesa. Tako na primer. Veš pa to, zelo čisto se je razpadlo. Ne. Podobno razpadajo tudi storži od ilke. Od smreke, ne. Smreke. Semena izpadajo iz storža. Tukaj pri cedrah pa pri ilkah pa pride do popolnega razpada storža. No, tudi bi tudi lahko takle odprt od šraufov. Zdaj pri nekaterih storžih pa se vidi, da niso semena glih bila plojena oziroma da ženski cvet ni bil plojen, pa so v bistvu bolj kot ne vsa semena gluha, prazna. To je to. Lahko še pokažem storže. To so storži od obalne sekvoje, Sequoia sempervirens. To so storži od arizonske ciprese. Storži od črnega bora, Pinus nigra. Storž v narekovajih od velecvetne zimzelene magnolije. Notri so taka rdeča semena. Kaj še imam za pokazati? To. Nemci rečejo japaniše Nus Ebe, Ebe je tisa. Pač pa je to za japonsko torejo. Iglavec podoben tisi. To je bila moja bera na Primorskem in v Italiji. Bera semen. Aha. Tukaj bom pokazal. No, tole. To je pa storž himalajskega bora Pinus palagiana. Bomo pogledali, če še kaj semen notri ostalo, ali so že vsa odpadla. No, neki insekti so že začeli jesti storže. Tako.